Ljudje in ljudine, poslušate pilotno epizodo. Ok, še enkrat. Ljudje in ljudine, poslušate pilotno epizodo podcasta oziroma poddaje, ki smo jo poimenovali Obod. Zakaj pravzaprav Obod? Ne znamo čisto dobro pojasniti. To je ena najbolj skrivnostnih kratic trenutno v filmski industriji, pravzaprav v slovenskem filmskem podnaslavljanju. Zakaj pa rabimo še en podcast pravzaprav še en slovenski podcast, pa mogoče najboljše, da razložita moja kolega. Igor, boš ti prvi? Ja, to je prvi podcast posvečen žanrskemu filmu in drugim vsebinam. Prav fokus je na sci-fi, fantasy, horror, krimi, prav hardcore žanrsko in zraven bomo še seveda povedali, zakaj je to umetnost in ne samo zabava. No, zelo lepo ste povedali. Igor, Mito, mogoče tvojih 5 centov k temu? Ja, meni se zdi, da zraven tega itak nas to vse skupaj interesira, pa smo ponavadi zelo zgovorni, ker se pač meni zdelo, da pač lahko to zgovornost tudi posnamemo, pa damo v eter, pa upam, da še o koga to zanima. Ker na slovenski podcast sceni jaz tega nisem zaznal, da grejo v prav te okvire, znotraj teh gabaritov, da se pogovarjajo. In pač mislim, da smo tudi mi trije vsi toliko različni profili, da vsak potem dodaja neki temu okvirju, ne. No, to mislim, da ste super razložili. Skratka, če vas zanima fantasy, znanstvena fantastika, grozljivka, tudi kakšna kriminalka bo padla vmes. Skratka, če vas zanima karkoli hardcore žanrskega, je podcast Obod. Skratka, vmes so pikice, se pravi O-B-O-D, idealni podcast za vas. Za vse, torej, ki vas zanima, kaj je novega v Marvelovem, DC-jevem vesolju, med zunajzemeljskimi biti, škrati, sociopati, morilci, pošastmi. Dobrodošli, prisluhnili ste pravemu podcastu. Podcast Obod sicer sestavljamo Mito Gegić. Mito, povej par besed o sebi. Jaz sem slikar, umetnik. Umetnik. Ja, pač ja, umetnik, ni druge besede za to, ne. Vizualni umetnik, sodobni tako, umetnik, magister umetnosti, master of arts, pa Mito. Ok, Igor, zakaj si ti tukaj z nami? Poleg tega, da si Batmanolog. Ja, sem filmski kritik za Vikend, imam tudi spletno stran in YouTube kanal. In poleg tega sem full fan te žanrskih stvari že odvedno in precej vem o tem. No, to je bilo zelo skromno. Tudi zvezd bralec, no, da bomo mogoče samo to, ker to je seveda moje izhodišče. Jaz sem Aljoša Harlamov, drugače urednik, profesionalni bralec, doktor literature, da se še jaz malo skromno pohvalim. In od mladosti pravzaprav velik fan znanstvene fantastike, fantazija, vse pravzaprav žanrske literature, ki sem jo v zadnjih letih mogoče nekoliko zanemaril pred filmom in serijam. Skratka, mi smo se predstavili, to je toliko za uvod. Podcast snemamo v kinu Bežigrad, ki je kino, ki ima najnovejše sveže filme ter točeno pivo, kar jaz mislim, da ni zanemarljivo. Če boste prihajali na predstave v kino Bežigrad, se morda kdaj tudi srečamo na kakšni premieri. To je to, zdaj pa mogoče maestro jingle. Dobrodošli v 3. epizodi podcasta Obod, oddelka za boj proti ogledovanju dolgčasa. Zdaj sicer se ponavljam, ker smo malo drugače obrnili tole vrstni red naših snemanj. Kakorkoli že, 3. epizoda je, to je kot 3. album rock banda ali pa 3. film ali pa 3. knjiga, skratka nekaj, pri čemer bomo ostali ali padli. Ključna zadeva, tako da če nas boste poslušali še v 4. epizodi, bomo zelo, zelo zadovoljni. Zato pa, ker je tudi 3. epizoda, gremo danes pravzaprav v srž znanstvene fantastike, dotaknili se bomo ene teme, ki je, jaz mislim, da pravzaprav neka arhetipska tema znanstvene fantastičnega žanra, in sicer smo si ogledali nekaj relativno svežega, to je film Extinction, slovensko izumrtje, domnevam, ki si ga lahko pravzaprav od konca julija ogledate vsi, ki ste priklopljeni na Netflix. V okviru tega pa bomo seveda spregovorili tudi o filmih, ki govorijo o invazijah nezemljanov, kar je tudi osrednja premisa omenjenega filma. Pa preden mogoče sogovornikoma še dam
besedo, preden bo se kdo lotil filma, povejmo skratka pozor, kvarniki, če filma Extinction še niste gledali, ampak ga želite, ne poslušajte naprej, ustavite tu, poslušajte prejšnji 2 epizodi, počakajte na naslednjo, karkoli, vzemite si čas, pokličite koga, da ga Netflixa in začila z vami in pogledajte pač ta film in se pol vrnite nazaj k podcastu. Če pa ste film pogledali ali pa ga morda ne zanima, vas v bistvu niti film ne zanima, pa vas bolj zanima, kaj imamo o filmu povedati mi, pa pač nadaljujte s poslušanjem. Nekaj podatkov mogoče o filmu, režiser Ben Young, scenarij med drugim Brad Kane in Eric Heiserer, se bomo rekli kaj o njih, Michael Peña in Lizzie Kaplan v glavnih vlogah in posneto v Srbiji. Ne vem, zakaj se mi ta podatek dopadal, ampak ja. Posneto v Srbiji je zadnje čase ogromno filmov in prav spomnim se par let nazaj, da sem gledal pravzaprav po nekem naključju isti dan 2 filma, ki sta bila v Srbiji narejena in ne mogla biti bolj različna. Prvi je tisto Edgaru Allenu Poe, ki razrešuje nek umor, ki je že naslov. No, v glavnem film se dogaja v Baltimorju, ampak ker je Baltimore zgorel, tisti stari del mesta, pač že zdavnaj, pred 100 leti, zdaj pač morajo nekje v Evropi snemati filme, ki so postavljeni v stari Baltimore. In Srbija je eno od prizorišč, drug film pa je bil tisti, zaradi katerega je izgubil Luc Besson tožbo proti Carpenterju nedavno. In sicer je Escape from New York, ampak dogaja se na vesoljski postaji. Ne v Srbiji. V posnetje pa Srbiji. Posnetje v Srbiji, dogaja se na vesoljski postaji, pa talek Jim Caviezel, ki je igral Jezusa, gre tja kot specialec rešiti predsednikovo hčerko, ki so jo ugrabili. Predsednikovo hčerko pa v popolnem typecastingu igra ona, ki je hčerka od Liama Neesona igrala. Taken, ja. Tako da je res film, ki nima nič izvirnega razen tega, da se dogaja na vesoljski postaji in ki je dejansko posneta v Beogradu. Pa kar noro, mislim, Srbija do Tokija plus stratosfera. Stavno, ja. Ampak to verjetno bo, da imajo neke davke, po moje, mislim, olajševalne, kako je že s temi forami. Ja, v bistvu fora je v tem, da davki so, ampak niso tak ful pomemben faktor. Pomemben faktor so lokacije, ki jih je preprosto dobiti brez veliko birokracije in ekipe ljudi, ki lahko pridejo hitro delati in so dobri. In zdaj pač imaš v osnovi, prva stvar je Praga, tja grejo vsi. Ja, ko je pač v Pragi polno, grejo v Budimpešto, ko je v Budimpešti gužva, grejo še drugam. In to tudi mi dobimo. Hrvaška ima drugo sceno, oni imajo pa pač to, da na otokih snemajo pa te lepe viste in vse to. Srbija pa je pač druga, Budimpešta, Praga, Ljubljana. Mislim, meni se zdi malo škoda, no, da nimamo mi podobne priložnosti. Nimamo ogromno tega, samo da se več snemajo oglasi pri nas. In manj filmov, ne vem zakaj čistočno, ampak mislim, da je pa kar zafilana celotna kapaciteta v Sloveniji z oglasi. Mislim, da so pač oglaševalske agencije na mesto filmskih studijev bolj... Se tudi naše žajfence, vse te reke, pa usodna vina, pa ne vem, kaj to, mislim, da snemajo vse v Beogradu, v Srbiji. A ne? Se motim? Ne vse. Nekatere so večjezične produkcije, isto, ko je bila naša mala klinika, ena od prvih takih pri nas, in se kar snemajo hkrati več verzij in pol se pač v eni državi snema za celo regijo. Zdaj, naša mala klinika se v Sloveniji snemala cela, zdaj ne vem točno, kje se reke in ostalo snema. Ja, sem slišal, da je tako. Ja, vredo, mogoče bomo pa 100. epizodo tega podcasta snemali v Beogradu. Ja, mogoče to ne bi bila slaba ideja, pa bomo tam še koga srečali. Mogoče ono hčerko iz Taken. Ne bi gre. We have a certain set of skills, veš kaj. Ja. Skratka, kdo se bo lotil, kako bi temu rekli, nekega sežetka, skratka, zgodbe, Extinction, kaj? Mi to zmajuje z roko. Igor, boš ti tudi povedal, da reče. Torej, še enkrat spoiler warning, ne? Ja, skratka, pač kvarniki. Ja. In tudi velja za en kup filmov, ki jih bomo kasneje omenili, tako da zdaj dajte pauzo, pogledajte, kjer filme omenimo tam gor na zapiskih in nadaljujte. Torej, Extinction je glavni junak, tak vsakdanji človek, ki se prebuja zaradi nočnih mor, hodi v službo pošteno, ima ženo, ki jo ima rad in 2 otroka in ima nočne more o tem, kako bojo prišli vesoljci in je bitka na smrt in komaj kaj preživijo. In izkaže se, da te
stvari, te sanje, ne, niso bile kar tak, ne, ampak so bile, se zdi, najprej preroške, ne, to je prvi twist. Ne. Dejansko se potem, ker pride invazija, ampak dejansko se izkaže, da te njegove sanje niso bile preroške. Ampak so bile spomini, slabo pobrisani spomini, zato ker so to spomini na prejšnjo bitko za planet in sicer ta glavni junak in njegova družina in vsi prijatelji so androidi, ki so se vstali proti zlobnim ljudem, ki so imeli čist fašistične ideje zoper njih in jih zatirali in so izgnali ljudi iz planeta ter se potem pripravljali 50 let na njihovo vrnitev, pri čemer so večini, to mi je bil pa najbolj zanimiv vidik, večini prebivalstva so zbrisali spomin na vse umore, ki so jih izvedli med vstajo, zato da so lahko živeli sami sabo. Ne? To se mi zdi, glede na pač vse vojne in tudi pač slovensko zgodbo ali pa argentinsko recimo, ene te družbene travme, ki če niso pravilno predelane in predebatirane ali kakorkoli, ne, premlete, se potem lahko vrnejo zelo nevarni luči in tu se gleda, da so tile androidi pa našli neko zanimivo rešitev, ki pač je ki je tudi čist njim prilagojena. Tehnično rešena. Zdaj, kar se mi je zdelo, ta cela ideja kompleksna, tu se zelo vidi roka tega Erika Heisererja, ki je zelo zanimiv avtor, tudi drugače pisatelj in scenarist, najbolj znan po Arrival, tudi bil nominiran za Oscarja. Ampak potem pa je pač še izvedba pomembna. No, zdaj smo pa na tisti točki. Ja. Čeprav drugače ne, ta Heiser, koliko jaz vem, je predelal nek scenarij, ker spet je bilo tle enih 6 ali ne vem koliko ljudi je to delalo in to nikoli ni dobro. Ne. Se čuti, mislim, okay. Konglomerat je tega. Ne. Vem, ampak včasih to zna. Pomemben je tukaj pol režiser. Če režiser reče, ok, tu bomo našli neko zgodbo prek, ali pa če režiser samo nekdo, ki ga najame producent, da da končno verzijo. Ne. Mislim tudi Blade Runner, ta drug je bil produkt mnogih scenaristov, ampak je celovit film, zelo funkcionira. Ne? Ampak tukaj pa tale Ben Young pa je malo out of his depth, bi rekel. A je kdo gledal ta njegov prejšnji film Hounds of Love, ki je tako opevan? Jaz tudi ne. Ampak pač tukaj so nekateri pač razlagali, to naj bi bilo nekaj v bistvu serijskih morilcih, oziroma nekdo ugrabi eno žensko in ta ženska pol ugotovi, da edini način, da bo jima zbežala, je, da pač da ta dva ugrabitelja nekako sproti drugemu usmeri. In naj bi bila pač kar eksperimentalna, kar krvava, nekateri spet so te zgodbe o tem, kako so ljudje zapuščali kinodvorano in te zadeve, ker so ponavadi s takimi filmi. In tako nekateri so bili pač izredno presenečeni potem, bral sem pač precej kritik tega Izumrtja, ker pač nič od tega ni v filmu, ne, ta Izumrtje je zelo tako PG, ne vem, 13 ali pa nekaj takega. Pa zelo generično, vse skupaj, ne? Ni, da bi karkoli res šokantnega se zgodilo izven teh preobratov zgodbe, ne? Mislim, tako vam rekel, če smo zdaj pri izvedbi, ne? Jaz imam občutek, da cel film bil zgrajen na tisti eni ideji, kaj pa če gremo na ono ultimativni zasuk, ki se zgodi na koncu druge tretjine filma, ne? Ampak tega za slabo igro, za slabo izvedbo, predvsem kamera me tam totalno zmotila, ne? Popolnoma nemotivirana kamera, režiser tudi ni vedel najboljše, kako lahko ta twist za noter opelje, ampak mi ga pokvari že 5 minut prej. Mislim, tako malo, mogoče so v montaži spali, mogoče režiser ni dobro vedel, ali pa je hotel sam čim prej priti do tistega twista, da so pač vsi sintetiki, ali kako se noter v filmu izrazijo. In me razočaralo, no? Ne vem, jaz sem bil tu zapuščen v divjini povprečnosti. Predvsem se mi zdi, da se tudi, tako si rekel, ta twist je prišel tako zelo slabo, slabo je bil uveden, tempo te štorje skozi šepa. Meni je bilo
do tistega trenutka super, ko pač mu ta žena leži, umira in ne vem kaj, in on pač reče, da je priklopijo nase, in on pač tako se ureže in zagleda, pač da je sam, pač ni človek. To se mi je zdelo super, ta moment. Ampak pol vsi ti spomini za nazaj, ko ti vso zgodbo razloži v 5 minutah. Ne, glih, veš, ta zaporedja mene ful zmoti, ker če bi, naprimer, samo probi mentalno si zdaj to sestaviti skup. Če bi on rekel, ti ne veš, kdo si, ne, tisti Miller, ali Miles, ali kaj, ne. Če bi mu rekel, ti boš mogel njej pomagati in se nekaj zgodi, sploh ne vidiš, kaj se zgodi, ampak nekaj potem zašopa, naprimer, v te spomine in ko se on zbudi, vidi, da je v bistvu preklopljen, pa da je sintetik. Rekel, dosti bolj štima, ampak ti si imel že prej toliko nekih zadev, da je tisto bilo čist. Tu je vedno tako recimo, ne vem, pri Fight Clubu, ki je eden teh najbolj dodelanih filmov s preobratom. Pri Fight Clubu ti, ko potem imaš tisto, ko on ugotovi in je cel flash za nazaj in se ti lepo sestavi in je to briljantno. Tukaj pa pač on čist neenakomerno pušča te drobtinice in pol ven skočijo. In je tako, prav, tu bo twist, to bo to, a ne? Imam prav. Ampak v bistvu te drobtinice bi mogle biti take, da jih sploh ne opaziš, ampak... Ja, morali bi same tudi nekako pol razložiti. To se mi zdi ful dobra primerjava, ker si omenil twist, pa seveda eden od mojstrov tega twista je tudi Shyamalan, malo sem uporabil tudi zračne navednice, ker vemo, kaj pomeni, da je mojster twistov. Pač recimo Znamenja, The Signs, je meni super film. On zna pa res dobro dozirati, pač ta twist narediti, sem problem je, ker ta twist totalka butast, ne. To je pač čisto, to je tako kot World of Worlds, ne, ker spet imamo eno tako. Tudi vsi ostali pol so butasti, twisti kasneje. Tudi The Village je super. Ja, dokler ne prideš do tiste. Prvega twista, pol pa je še eden, ki je pa res nek whatever. In mislim, da tukaj Shyamalan ima tudi že probleme s tem, ker pač ne moreš ne more vse temeljiti na tem, da imaš ti twist. Moraš imeti full dodelan film in glih, če si gledal pač Šesti čud pa Unbreakable, da mu je ratalo, to sta čudovita filma. In Fight Club, recimo, sem zelo podrobno si pogledal, kako so ga delali in to je toliko enega dela bilo not vloženega v te vse podrobnosti. In že tam tudi pač knjiga je bila zelo dobro narejena. In tudi so bile potem odločitve, vse, ki so bile sprejete, kje iti proč od knjige, ker konec je dejansko čist drugačen v knjigi. So bile ful dodelane in spremenile vse za nazaj. Tukaj pa pač ni, ne? Mislim, da se to ta problem, po moje so prekonceptualizirali zadevo, noter razmetali, v bistvu, rečemo, začetno logiko Total Recalla, kjer se v bistvu glavni lik za spomini ukvarja, pa s svojim jazom. Potem imaš tukaj noter foro Obliviona, torej film za Tom Cruisom, ki varuje zapuščeno zemljo, naprimer, tudi zopet ta neki zasuk noter. In so nametali noter pač ene zadeva, naredimo to sci-fi drobtinice, vse posod, ampak izvedba je pa, ne vem, prekuhana. Mislim, da to je splošen problem Netflixovih filmov. Filme, ki so prav Netflixova produkcija, sploh high concept sci-fi, mislim, da oni kot studio imajo premalo kontrole. Bright je bil isti problem. Bright je reč, tu so pa orki, ki živijo v Los Angelesu in bo to blendano, neka orkovska kultura z LA-em in rečeš, cool, daj mi to pokazati. Bilo pa je tak nesmiselno, vse skupaj, come on. Če orki obstajajo tam že odvedno, kak bojo potem imena ulic še vedno ista, ki vplivajo na ene zgodovinske dogodke, Alamo omenijo vmes. Ko je kurac? Na čigavi strani? Prav fraza je tam not Mehikancem še vedno težijo zaradi Alama, a ne, to se ne dogaja, nobenim ne teži zaradi Alama, ampak zaradi drugih stvari. In B, kak je bil Alama? So se orki borili na strani Meksikancov ali Teksačanov? Je to problem worldbuildinga, ne? Je čist, ne? Isto tam Bright, ki sem ga deloma gledal, jaz sem ga nehal na sredi gledal, ker mi je šel na živce, ker v bistvu vse na koncu, kaj dobiš, je neki socialni komentar, pa si začel, torej manjšine so orki, ampak to so kao neki zelo grda ilustracija tega, ne vem, kako ne rečem. Medtem, ko tu imaš pa tudi podobno v tem filmu, ki vidiš potem po teh slash spominih za nazaj, vidiš, kao they will not replace us, ko so v bistvu ti beli nacionalisti iz Charlottesvilla, ne, ali kaj so vesta callback in ne vem, Netflix to za nalaž dela, dajmo malo teh socialnih komentarjev noter, da bo bolj zanimivo. Medtem ko ostali world building, kje so, zakaj so, kakšna je njihova kultura, kjer je mesto, kam za oni grejo, veš, vse to je pa, vse me namoti, če bi
ne narobe razumeti, ne rabim totalne obrazložitve, ne? Ampak je malo, pušča mi pa eno butasto vprašanje. Ja, veš, samo problem je nekaj, kar si rekel, nekaj liki so pol drugač čist stereotipni, ne pač fotek, je dobro, tokrat imamo pač nočne more, ni stalno zaposlen, ampak ja, ima pač probleme s to najstniško ščerko, ki odrašča in moj... Sta mi dva na živce. Ja, in pol imaš pač to štorijo, pol una iz nekega razloga tistega medvedka, ok, dobro je simbol, pač ravno teh, zajček je, pardon. Herman. Ja, ki je pač android, pač vsa ta simbolika, ampak ona leti, pa ustvarja neko akcijo, kjer je ni treba, veš. Ne zemljani, oziroma neki pač v resnici so zemljani z Marsa, ali odkot na Mars se preselijo, skratka, napadejo, a res moraš ti še akcijo iskati v takih neumnostih. Pol plazijo, ne vem, kdo za vraga, če te nekdo napade, gre po stolpnici gor na streho. Kaj hudiča? Ja, kaj hudiča boš delal na strehi? Kako boš pobegnut tam? Mislim, to meni ni... Pol pa seveda ugotovijo, da ne morajo tam nikam, zdaj pa morajo dol. Ja, valjda, da moraš dol. Zakaj si sploh lezo gor? Mislim, take stvari, malo so pač res gre na take stereotipe, pa tako, kot si ti rekel, Igor, ne? Pač na neke stvari, ki smo jih 100-krat videli, a veš. Mislim, John McClane je 100-krat boljš po nebotičniku plazu sem in tja in je imelo neko logiko, to, kar je on počel, ne pa tole zdaj, mislim, lepo prosim. Pa se tudi to, da kar naenkrat je on nek inženir, pa kar naenkrat je master expert, ne? Ja, on, kaj je že tisto... identitarna z dvema žičkama, kao full high-tech puško, v bistvu skupaj zveže. Biometrija skine. Še 5 minut prej pa razlaga, to je full težko, jaz ne moram streljati s tem, veš. Pa še pol pobije vse, v prvem takoj zna to puško vihteti, ne vem kaj. Malo sidetrack, ravno včeraj sem gledal eno zelo zabavno akcijsko komedijo, Hun, ki me je nategnil, Mila Kunis in Kate McKinnon, in je pač prav scena, da Mila Kunis tam na eni točki pištole prileti proti njej in pol ona zgrabi in postrelja ljudi, ne, in pol tak, kako ti znaš toliko streljati, ne? In pol ona razloži, da jaz ful video igrce špilam. Kar je pa dejansko fora, da pač, če bi tip to rekel, bi se rekel, ampak da Beba reče, jaz ful video igrce špilam, pa znam streljati. Pa kar nekaj cool, ne? Mila Kunis video igrce špilam. Ja, ne, to meni isto fora kot prav Ant-Manom je to zmotilo, ko v prvem filmu je Scott elektroinženir, ki tam ne vem kakšne varnostne sisteme briljira, pa jih izklapla, medtem ko v drugem filmu se pa pasa ne more odpeti pa popraviti, naprimer. Medtem ko tukaj tudi isto, on je tam, ne vem, čisti ali je strojnik ali je neki strojnik. Ja, in najprej jamra, da ne more tega narediti, pa v 5 minutah reši, ker se mi zdi, pa zakaj se mi zdaj sploh to naredil, ne? In tako ne grejo pa te puške na živce, ker takoj, ko on bajonet pomolil skozi zid, tist alien, Miles, ali kaj je bil, sem si mislil, to je pa full low tech za neke tipe, ki so uleteli z vesola, ne? In to je bil moj prvi kliker, to je kar neki. Ne, pa še pol to, ne? On ima v tisti eni puški, ima GPS tracking, ki jih najde, pol pa tam ležijo puške na okrog, povsod, ampak ne, jaz znam se to zravne. Mislim, full je enih takih brezveznih teh točk, ki peljejo štorijo naprej, ki so annoying. In dejansko bi lahko bil film krajši. Lahko bi bila to epizoda Black Mirror in primer, bi bilo koncentrirano in bi bilo full vreo, ne? Ja, ker bi se to dalo povedati v 45 minutah, recimo, ne? En so sicer omenjali tudi, jaz sem bral pač dost kritik, češ, da ima Netflix problem s temi filmi, tudi zato, ker seveda, ker so na Netflixih na malih ekranih, ne pa v kino, ne? Da pač bi morda, če bi pač režiserji tudi vedeli mogoče kdaj, da delajo za kino, ali pa kaj bi bile pač te akcijske scene dost bolj spektakularne in ne vem kaj, zdaj pa, ker so na malem ekranu, pa tudi ne pridejo toliko do izraza. Ne, to se pa ne strinjam. Meni se zdi, da v bistvu ta CGI pa vse te akcije so bile koliko toliko izvedene, ne, tam, naprimer, on vlak na koncu mi je bil čisto za nič narejen, pa dobro, ti kostumi so bili okej, puške so bile za nič. Naprimer, tudi začetek te invazije je bil meni čisto okej, ko stojijo na tem balkonu in gledajo, ko začne pač streljati. Prej je tu problem z zelo medlo igro. Meni je sicer penja zakon, ampak
ne on, ne ta žena, ne ta mali dve me ne kupijo. In jaz sem gledal, pač, ko sem jih spremljal, kaj se njim dogaja, sem bil tako zelo neaktiviran. Ne? Sem pač bil, okay. Pa gremo z ene v akcijo, pa v drugo. Školno družino skurijo tam, naprimer, na balkonu. To je bil prvič tako, to je malo creepy, ampak nič takega, da bi z ene vkupadal. Ja, ker so stereotipi, ne, spet. Pač nimaš nekega odnosa do njih. Drugače, kaj že, Lizzie Kaplan je gledala tudi v Cloverfieldu, ne. Jaz se ne spomnim, mislim prav, konkretno sem spomnil. Drugače pa film je pa tisti spet podobna štorija, ampak čist druga in dost boljš, ne. Meni se zdi, da v bistvu, če bi režiser tem likom vse boljše dialoge naredil, ali pa jih bolj aktiviral, da bi bilo, da bi se lahko bolj z njimi poistovetil, ali pa kaj da bolj navijal za njih, pol bi film dosti boljše delal, malo več emocij, ne. Čeprav na koncu se reče, ki sintetiki so, samo čakaj malo, on v spominih že pokaže neko emocijo, zakaj se to naredil, ne. To je cel point, da imajo oni emocije, ne. A veš, kako ne rečem, tale surprise twist na koncu bi dosti boljše delo, če bi se oni res prodajali potem kot organski, ne, kot sintetiki, ne. Malo je tudi problem castinga, bi jaz rekel v tem smislu, da takoj, ko vidiš Mikea Coltra, se pravi Luko iz Kletke, Luka Cagea, takoj veš, da nekaj z njim bo, ne? Da on ni zdaj tam šef, kar nekaj mim glede pršo, pa njemu sem rekel, pejt v tisto kliniko, daj ozdravi si teh nočnih more, veš si, ne vem kaj, ampak da bo imel neko vlogo, ne? In takoj povežeš, da ta njegova podjetje ima neko vlogo tle, ne? Da bo nekaj, in se mi zdi, da izda kar veliki kos v bistvu pač razvoja filma, no, se mi zdi. Imam pa še eno vprašanje za vaju. Oni imajo neko družbo tam, ki je dosti podobna naši družbi, ne? Pač oni hodijo v službo, imajo nek sistem. Zakaj? Zakaj se jim je zdelo potrebno, da si zgradijo službo, in še vmes so oglasi, ki grejo na to kliniko, da to je vse krito iz zdravstvenega zavarovanja, Zakaj? Če greš to vse, rabiš sploh uvesti koncept, kot je zdravstveno zavarovanje. Zdaj, ko si dobro minil, vse pravzaprav sploh ni logično, zakaj oni ne vejo, da so androidi. Zakaj ne bi oni, kar pač živeli kot družba androidov, kaj zdaj? Zemljanov itak ni. Hodijo na servis. Zakaj je bilo treba, porka Madonna, zdaj smo prišli pravzaprav do ključne napake tega filma. Zakaj pravzaprav sploh, ko oni preženejo zemljane, zakaj je treba to... Dobro, jaz razumem, tako, kot si rekel, pač, da me treba spomine zbrisati na krvavost te vojne, da pa se tega ne spomnim. Mislim, da pač v osnovi, če so, to je zelo pač antropocentričen film. In v osnovi, če so oni bili narejeni kot neki nadomestki ljudi, ne, da jih lahko posvojiš otroke, točno, pa da delajo stvari, on je čistilec prej bil, ne, da potem je to nekak v njih nek firmware, bi temu rekli. Rečemo, da so tako kodirani. Ne? Najbrž. Čeprav recimo za čistilca tega glih ne bi rabili. Za otroka jaz verjamem, ampak ravno čistilci in ta manuelna dela je boljš, da imaš Android, da imaš rumbo, nekoga, ki ni preveč brihten. Zakaj bi ti dajal čistilcu? Pa da nima rok, da orožje pobere, ne? Že rumbe se same po sebi. Pa da ni tak pameten, da celo zna to bio prepoznava na orožju. Samo če rečeš potem, mogli so jim zbrisati zato, da ne lahko funkcionirajo znotraj njihove kode, ampak eni pa tega niso naredili. Eni so se pa pripravljali na vrnitev humansov nazaj, ne? A oni so pa lahko funkcionirali, ne? Imaš ljudi, ki zmorejo ki imajo PSTD, pa imaš ljudi, ki jih nimajo, ne? Ampak zdaj se pa vprašaj na koncu, zdaj pa vsi veste, da zdaj so se pa vsem, na koncu filma se vsem obudi pač ta njihova krvava preteklost, ne? In kot nek setup za dvojko, pa upam, da je ne bo. Ker to sploh ne vem, ampak, a zdaj bojo pa lahko živeli, pa ne, tako da, to je po mojem problem worldbuildinga, ker so malo preslabo po moje izpeljali to logiko, pa liki so potem, znotraj tega tako zahaklani v neke... Problem je, ko delaš film s twistom, da je twist sam sebi namenjen. Mora biti twist, neka logika v twistu. Motiviran mora biti. No, ko smo že omenjali mojstre twistov, kakšno so vajna pričakovanja za naslednji film Shyamalanov? Sem videl, kaj že naslov čak? Ta potem, nadaljevanje Split in Unbreakable. Splita, Je trailer meni zaenkrat zgleda kar zanimiv, je pa pač pri Shyamalanu smo se navadili na to, da je spet bo nek twist in vprašanje, kako bo zveden. Dobro, jaz zdaj Splita, sicer niti nisem gledal, sem pač velik fan Unbreakable. Split je meni bil mega, pa tudi
ta igralec, no, kako že. McAvoy. V bistvu on je super noter izpeljal, pa vse te, koliko 26 person, ki jih je izpeljal, pa The Beast, pa tako. Tako da, če se bo zdaj lotil tega kot nek origin story, kar je ful popularno zadnje čase, narediti origin story, pa še kao superhero, ne? Mislim, da bo nadaljevanje. Ja, ampak v bistvu, torej oni so zdaj v umobolnici, kao in zdaj, zakaj si ti tako, vi ste vsi nori, vi nimate nobenih moči in se v bistvu, ne vem, nekako vlečejo. Všeč mi je barvno kodiranje, ki ga noter vidim, ki je v bistvu že v traileru. To mi je vse zelo zanimivo, ampak tako si rekel, vprašanje malano, lahko hitro se te hitro razočara, lahko pa te tudi hitro zadovolji, ne? Odvisno. Ne vem, mislim, meni ni bil Split blizu Unbreakable, recimo. Ful se mi je zdelo problematičnih idej tam noter, ker v bistvu tale glavna junakinja, ki igra Anya Taylor-Joy, se pol izkaže, da je njen superpower to, da je bila zlorabljena, kar je tak, ne bi šli tu not, ne? Če ne je bilo McAvoya v tem filmu, da bi kdorkoli, ki bi bil malo slabši, to sploh ne bi šlo skozi, ker je res toliko dober, no. To ful pomaga. Tako da bomo videli, kaj bo v dvojki. Jaz sem tukaj še naštel eno par filmov zraven, ki so me spominjali na tale Extinction. Se jih je fula, veš, to taka mišunga. Tako da ne vem, kaj je torej vajen najljubši Invasion movie? Meni se sicer zdelo fino, da si omenil The Others, ne? To je ena mojih najljubših grozljivk, sicer spada in ne spada v to kategorijo, ne, bolj mislim, da si to naštel zaradi twista, ne, kaj je v bistvu, da so pač ljudje, duhovi oziroma duhovi ljudje. To drugače pa je eden mojih najljubših They Live. Kar je pri They Live pač fora je, da pravzaprav ta vsa ideja te invazije v bistvu niti ni tok. Je nek motiv tega plota, ampak seveda največja važna so ta sončna očala, ki on gor da in potem je to totalna kritika kapitalizma, ki se mi zdi tako čisto super, čeprav ne veš čisto točno, a so zdaj alieni naredili kapitalizem ali v čem je trik, tako da to bi bilo po moje. Ne moreš mimo tega filma brez da rečeš najbolj cool frazo filmsko vseh časov, ki je iz tega filma I came here to kick ass and chew bubble gum and I'm all out of gum. No, skratka, to se mi je zdelo kar cool pa vama, mislim. Meni je The Thing, kar se tiče invazije, super od ta bolj, kako ne rečem, svežih mi je Annihilation, tudi Netflixov film z Natalie Portman. Če pa grem se čista film, torej na Extinction, ki je taka mešanca, ne? Torej, če želiš videti full ober tudi / invasion film, je Total Recall tlele. Pol imaš War of the Worlds, Spielbergov ali pa original, je čist na temo zgledano, še Daddy Issues so skoraj da skopirane iz Spielbergove verzije. Pa bom še rekel vrhovno Starship Troopers pa Superman 2. No, Starship Troopers je tudi legendarni oziroma kultni film. No, Neil Patrick Harris dokazal, da zna igrati. Ja. Ne bom rekel, da enkrat, ampak v nekem tem smislu. Nekaj Superman 2 pa mi je res, ker to je Invasion Story. V bistvu Superman odreče močem za to, da bi bil z Lois Lane. V tem pa uletijo iz vesolja Captain Zod za ostalimi General Zod, pardon, ne Captain Zod. Uletijo in v bistvu to je Alien Invasion, čisti. Torej, bo tudi Lego Movie 2 bo tudi nek Invasion, a ni neka taka fora. Ja, v bistvu se je konec Lego filma 1 je, da tiste duplo igračke od tamale, mislim, figurice pridejo zraven, tako da mislim, da je to pol aftermath. To bo še zabavno. Jaz bi še dodal Battle LA, ki je mi na velikem platnu bil kar impresiven, pa ko sem ga še enkrat pogledal, pa je film, kjer ne moreš verjeti, kako poceni dialoge lahko imaš, kjer prav začneš ceniti tale Extinction, da niso zapadli v ono resno patetiko in patriotizem in ja, zanimivo, da ben ni omenil recimo Independence Day, ker to je taka ameriška, pač, ker vsi napadejo direkt Ameriko in seveda Amerika nas reši. Ja, ampak je celo brilliant.
No, okay. Ja, vse je super. Ja. Bill Pullman, govor in vse, kar Goldblum in Smith naredita. Tudi Mars Attacks je recimo tak, nekaj tudi precej legendarni. Drugače meni bil še všeč Invasion of the Body Snatchers, ta iz 70-ih verzija, ker v bistvu je original, pol leta 70-ih remake, pol je iz 90-ih. Pol je iz 90-ih, pa še ena je, ne? Ful vojaški, pol je pa z Nicole Kidman pa Točno, Danielom Craigom, ki je zelo anemičen, ampak ima en zanimiv twist noter. Še en twist na to. V bistvu je tak tik preden pač pol ljudje zmagajo na koncu, že oni skoraj zavladajo svetu in so tak poročila v zadnjem cel in pol so poročila tak, v Iraku so podpisali mirovne sporazume in je konec bojevanja in so vsi rekli, ok, ne bomo več, smo se naučili, iz tega gremo dalje. Ne? In pol pač imaš samo tak vse centre sveta, ko ugotoviš, da prevzemajo, posod so pač vojne vse in nemiri in baski in ne vem kdorkoli, vsi rečejo, sorry, nemo več. No, tudi invazija je za nekaj dobra, očitno. Tisti bil The Invasion, je bil naslov. Tukaj še noter, kot se pritiče moj Star Trek vzgoj, ne, moram reči vsaj Star Trek First Contact, ki je čist dolž te linije, pa še malo time travela ima noter, tako da v bistvu to je res super film. Če pa se navežem na Extinction, je pa en del Star Trek Voyager mislim, da je naslov Nemesis, ki Čakotej na enem planetu mu možgane zradirajo in ga rekrutirajo v milico, gverilsko milico, da se bori proti sovražnikom in on jih ne vidi kot ljudi, ampak kot pošasti. Aha. In ga omogočijo, opolnomočijo v bistvu brezkrivdno klanje. To pa je v bistvu to je Black Mirror epizoda, tudi zelo podobna pač. Tudi se spomniš, smo se enkrat pogovarjali, ko smo v tem delu Black Mirror se neko, to je takšen rip-off tega dela Star Trek Voyager. Ja, ker tam imaš pač tudi to, da on vidi seveda te civiliste, ne vem kaj, kot neke pošasti ali nekaj podobnega. Ne? Forever War knjiga je tudi zelo na to žogo. Tisto je ful je briljantna knjiga, ki je sci-fi, hard sci-fi. In pač zdaj vzame v zakup vse to, da če ti se boriš nekje zelo daleč, moraš ti zelo hitro potovati in torej čas mineva. In torej ta glavni junak je med prvimi, ki jih pošljajo v napad na vesoljce, ki so ugotovili, da obstajajo in so se skegljali in sploh ne vejo, zakaj je bitka, samo pošljajo vojsko tja, ampak zdaj pošljajo vojsko tja, se oni enkrat spopadajo, pridejo nazaj, tisti, ki so preživeli in je tu minilo več 100 let in oni so ful bogataši vsi, ker so dobivali plačo za cel in so pa tudi vsi čist damaged in pol jih popravijo in oni grejo spet tja in nazaj. In vsakeč se svet čist spremeni. In to se spremeni potem do te mere, da na eni točki razložijo, da so ugotovili, da heteroseksualna razmerja, ki vodijo do otrok, da to nikoli in da zdaj so vsi geji. In da je pač zdaj on, ker tukaj neke baby peca, da to ni čist kosher, da malo tak gledajo vsi in se ga izogibajo. To pa je desničarska nočna mora, ta knjiga. No in pa še pride do tega, da so ugotovili, da rase niso čist cool in vsi izgledajo vaguely Polynesian. Ampak pač zelo je v tem, da on pa cel cajt ne ve, zakaj se bori, proti komu se bori, samo pridejo tja, vdarijo, grejo. Ali pa se mogoče nekaj cajta spopadajo, tu pa tam kdo preživi. In potem na eni točki pridejo nazaj pa jim rečejo, vi ste bili zadnji, ki smo vas poslali, pol smo ugotovili, da če se človeštvo poveže v hive mind, da se lahko razumemo z njimi, zato ker samo hive mind lahko komunicira z drugim hive mindom in da v bistvu smo full friendly z njimi in to je to. Konc vojne, uživajte. Zdaj pa lahko se pridružiš Hive-u ali pa grete tam na en planet za tiste, ki nočejo biti Hive Mind. Torej Google utopija. Ja. No, dobro, da se jim dali svobodno izbiro, to pa cenimo. Priporočam to knjigo, kljub temu, da zdaj veš, kaj je, vsakem fanu hard sci-fi, ker res tele space travel stvari ful dobro razdela. Ja, drugače pač eno od tem pač tega Extinctiona je seveda tudi androidi, se pravi razmerje med androidom in človekom, ampak tu so res v Extinctionu niso nič naredili s tem. Skratka, pač razen to, da pač ljudje hejtajo androide in jih pol hočejo pač pravzaprav tako, kar je seveda
neka metafora na to, kako mi danes tujci ravnamo z migranti in podobno, razen tega niso šli nikamor, tako da jaz mislim, da poceni je to izvedeno. Tako Blade Runner kot Westworld, recimo zdaj tekoča stvar, boste kaj dost več zvedeli o pač razmerju med človekom in androidom, kot pa iz tega filma. No, tako. Tako je, dajmo zaključiti. Skratka, to je bila tretja epizoda podcasta Obot. Z vami smo bili Mito Gegić, Igor Harp in Aljoša Harlamov. Snemamo v kinu Bežigrad, za kar se mu še enkrat zahvaljujemo. To je bil podcast Obot, govorili smo o Extinctionu. Naslednja epizoda sicer bomo vmes še eno posneli, menda, ampak skratka vidimo se na mene vidnega 29. septembra, prvič v živo. Hvala, da ste poslušali in spoiler warning, vse smo vam povedali. Cool.